Agosto quadro. Izjavo bo podala nova predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Prosim. Lep dober večer vsem skupaj. Najprej seveda iskrena hvala vsem volivkam in volivcem, ki ste odšli danes na te volitve. Hvala predvsem tistim, ki ste dali glas zame. Iskreno čestitam Anžetu Logarju, želim mu vso srečo na njegovi nadaljni poti. 5 mesecev smo preživela skupaj, nekako sem ga na nek način začutila kot prijatelja. Dokazala sva Sloveniji, da se da spoštljivo komunicirati. Mislim, da to Slovenija pričakuje od državnikov, od politikov. Iskreno upam, da bo gospod Anže Logar zadržal to retoriko. Slovenija potrebuje takšne ljudi, potrebuje takšne politike. Na demokratičnih volitvah so ljudje z demokratično večino povedali, kakšno Slovenijo si želijo. Spoštovane državljanke in državljani, ponosno bom vstopila v predsedniško palačo z zaupanjem, ki ste mi ga dali. Potrudila se bom, da bom resnično predsednica vseh, da bom garala za temeljne človekove pravice, ustavne pravice in za demokracijo. Maksimalno se bom potrudila, da se bomo vsi skupaj v politiki poenotili na strateških temah. Sem za kakovostno javno zdravstvo, za vse vrste varnosti. Človekova varnost je tista, ki mi je blizu. Bolj kot bo človek varen, manj kot bo revnih, manj bo socialnih težav, manj bo kriminala v naši državi. Želim si, da Slovenija postane država, kjer bodo starejši preskrbljeni in slišani, kjer bodo mladi želeli ostati. Želim si Slovenijo, kjer se bomo bolj zavedali, da nas čakajo hudi časi zaradi podnebnih sprememb. Mladi nam zdaj na politična ramena nalagajo odgovornost, da poskrbimo za naš planet, da bodo naše naslednje generacije, torej naši otroci, živeli v zdravem in čistem okolju. Iskrena hvala tudi vsem tistim, ki so glasovali za Anžeta Logarja. Veste, Slovenija ni volilni listič, Slovenija ni politična stranka. Slovenija je en čudovit mozaik različnosti, ki lahko zaživi v vsej svoji lepoti zgolj in izključno takrat, kadar bomo čisto vsi dali maksimalno, kar lahko damo za našo domovino. Dovolite mi, da se na koncu zahvalim vsem, ki so delali v mojem volilnem štabu. Hvala vam, večina vas stoji tukaj za menoj, da ste verjeli vame vseh teh 5 mesecev, da ste me podpirali na tej poti. Hvala prostovoljkam in prostovoljcem, ki ste mi pomagali organizirati zbiranje podpisov, ta zahteven prvi korak, ki ni bil, res ni bil enostaven. Hvala seveda Maksu in Alešu, moji mami in očetu, sestri Tanji. Če me oni na tej poti ne bi podpirali, vsega tega ne bi zmogla, brez podpore Aleša in Maksa pa se niti ne bi odločila kandidirati za predsednico Republike Slovenije. Iskrena hvala torej vsem, srečno Slovenija, lahko noč, jutri začnemo delati. Hvala lepa. Hvala lepa. V
Letno lahko omogočimo še kakšen trenutek za vaše vprašanja. Prosim, da se predstavite in poveste vprašanje v mikrofon. Izvolite. Naš prvo je Al Jazeera. Kakšno sporočilo danes pošiljate, kot predsednica imate tudi nekaj zunanje političnih pristojnosti na Zahodni Balkan, v Bruselj in ostalo mednarodno javnost? Hvala lepa. Slovenija je dobila predsednico, ki verjame v Evropsko unijo, ki verjame v demokratične vrednote, na katerih je nastala Evropska unija in ne nazadnje tudi slovenska ustava temelji na teh vrednotah. Iskreno verjamem, da je mesto v Evropski uniji zagotovljeno oziroma da morajo dobiti to mesto v Evropski uniji vse države na Zahodnem Balkanu. Slovenija bo podpirala in vedno je podpirala vstop teh držav v Evropsko unijo. Evropsko unijo namreč vidim kot gradnik, kot steber miru. Zadnji dogodki na Zahodnem Balkanu nam kažejo, da tam še ni vse čisto mirno. Tudi kot predsednica republike se bom potrudila, da bom komunicirala s predsednico Kosova in ostalimi predsedniki držav Zahodnega Balkana. Želim si nadaljevati proces Brdo-Brioni, ki ga je začel predsednik Pahor. Želim si pa, da bi ta proces dal tudi kakšne zaključke, da bi se vsi skupaj zavezali za tisto prihodnost, ki si jo Zahodni Balkan seveda zasluži. Evropska unija je nekaj, v kar verjamem. Verjamem, da je Sloveniji mesto v Evropski uniji, verjamem, da je Sloveniji tudi mesto v NATO. Morda za konec odgovora na to vaše vprašanje, gospod Lubej, postala bom 29. ženska na čelu držav članic Organizacije Združenih narodov, trenutno jih je 28 od 193. Takoj se bom želela priključiti globalnemu ženskemu forumu voditeljic držav sveta, vendarle menim, da znamo ženske s tisto žensko noto, ampak nič brez moških, da ne bo pomote. Morda malce drugače pogledati na ta svet, ki ni lep, ki je na momente zelo krut, včasih tudi prekrut. Tako da komaj čakam, da srečam voditeljice držav članic Organizacije Združenih narodov. Prepričana sem, da bomo lahko marsikaj dobrega skupaj naredili, ne samo za Slovenijo, ampak res za cel svet. Hvala lepa, izvolite. Tina Pešić, novinarka Hrvatske televizije. Dobar dio dužnosti predsjednika odnosi se naravno na diplomaciju i vanjsku politiku. Kakav je vaš odnos prema arbitraži i s obzirom na to da Hrvatska postaje dio Schengena od nove godine, biste li vi uvodili granične kontrole na granici s Hrvatskom kao što je Austrija sa Slovenijom? Hvala. Hvala vam na pitanju. Mogu ja na slovenski dalje, mislim, mogu i na hrvatski, ali dobro, evo ću na slovenski. Sama zelo dobro poznam postopek prilagajanja zakonodaje držav pred vstopom v Schengen. Bila sem namreč glavni evalvator za človekove pravice za vstop Švice v Schengen. Svetovala sem tudi bolgarski in romunski vladi. Niti malo nisem dvomila, da bo Hrvaška seveda v Schengen vstopila, to sem tudi sama podpirala, takšno je bilo vse skozi tudi stališče slovenske vlade, slovenske države. Ne nazadnje, veste, nam bo oboji mnogo lažje zaradi turizma, gospodarstva, poti gredo iz Slovenije na Hrvaško, iz Hrvaške na Slovenijo. Tudi sama grem večkrat na Hrvaško na dopust. Zdaj, če me vprašate o postavitvi policistov na šengenske meje, to je pa nekaj, česar si v Evropski uniji ne želim. Ali imamo Schengen ali pa ga nimamo. Seveda smo bili priča temu, da so se na meje, šengenske meje ponovno postavili policisti v Italiji, v Avstriji. Verjetno se bo treba o tem še precej pogovarjati. To kaže na neko nezaupanje. Bolj pa mislim, da to kaže na neko nepripravljenost Evropske unije kot celote spoprijeti se z migrantsko problematiko, ampak vendarle, če ste pozorno spremljali zadnja leta znotraj Evropske unije, torej v Bruslju, lansko leto je Evropska unija vendarle končno sprejela novo azilno in migracijsko politiko, ki temelji na solidarnosti vseh držav članic. Veste, migracije so del našega vsakdana, vedno so bile in vedno bodo, zato se moramo korenito pripraviti na nje. Ne nazadnje mislim, da je Evropi v prihodnjih letih
ne grozijo toliko migracije iz vojne, ampak bolj kot ne prehranske migracije iz afriške celine. Skratka, želim si, da bo Evropska unija pripravljena na te izzive. Hvala lepa. Hvala lepa. Je morda še kakšno vprašanje? Izvolite. Živijo to. Najprej čestitke. Kaj boste naredila za veselje Slovencev? Bom kdaj pa kdaj stresla kakšno šalo. Imam kar nekaj na zalogi, tudi vas, gospod Toff, prebiram že dolgo vrsto let. Smeh je pol zdravja, in vsi se moramo potruditi, da se bomo več smejali. Hvala lepa. Izvolite. Andrej Černic, Rai Trst. Omenili ste odnos z Zahodnim Balkanom, s Hrvaško. Še enkrat, kako pa načrtujete odnos z Rimom? Predsednik Pahor pušča en zelo dober odnos z Rimom, vrata na Quirinal za slovenskega predsednika oziroma slovensko predsednico so odprta. Kako boste to vez vzpostavili? Gospod Sergio Mattarella je eden od predsednikov, ki ga neizmerno cenim. Večkrat sem že povedala, da so v Evropi 3 predsedniki z veliko črko G. To so ravno gospod Mattarella, Steinmeier, nemški predsednik in avstrijski Van der Bellen. Italija je naša sosedna država. Moramo imeti zgledne odnose in jih tudi imamo in z največjim veseljem bom seveda šla na obisk gospodu Mattarelli in nadaljevala tisto, kar je začel predsednik Pahor. Hvala lepa. Je še kakšno vprašanje? Izvolite. Slobodan Jovič, televizija Oš kanal, eno bolj mehko vprašanje. Z izvolitvijo za predsednico republike se bodo seveda neke vsakdanje navade spremenile. Se bo predsednica zapeljala še kaj svojim motorjem ali bo motor v garažu petli? A veste, da me je to eden od varnostnikov, ki je v tej službi že vprašal, sva se srečala, ko so mi razlagali, kako moram paziti na varnost tudi v tem drugem krogu predsedniške kampanje. In sem mu kar rekla, da temu se pa ne želim odpovedati, tako da bosta morala 2 varnostnika na motorju za menoj. Hvala lepa. Je še kakšno vprašanje? Če ne, hvala lepa, iskrene čestitke in srečno Slovenija. A lahko samo še jaz eno zahvalo? Seveda. Ja. Zahvalila bi se rada vsem 20.000 posameznicam in posameznikom, ki so delali na volilnih odborih širom po Sloveniji. Hitro ste prešteli glasovnice, veliko delo ste opravili vsakič, ko ste v volilnem odboru, vsakič, ko imamo volitve. Skratka, iskrena hvala tudi vam, ki ste na nek način tudi eden od temeljev tega praznika demokracije. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica, tudi za te prijazne zaključne besede. Vsem skupaj se torej zahvaljujemo še enkrat iz medijskega središča in ponovno kličemo srečno Slovenija! Hvala lepa. Izjavo bo dal kandidat za predsednika Republike Slovenije na volitvah 2022, dr. Anže Logar. Prosim. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani. Rad bi se zahvalil prav vsakemu izmed več kot 350.000 volivcev, ki ste mi danes oddali svoj glas. Z današnjim dnem se je zaključilo dolgo potovanje. Volitve so praznik demokracije in volivci ste danes odločili. Nataša Pirc Musar bo postala prva predsednica Republike Slovenije. Ob tej priliki ji iskreno čestitam za zmago. Verjamem, da bo držala dano besedo in bo predsednica vseh nas. Nesporno je, da je Nataša trdo garala med njeno volilno kampanjo. Ni bila lahka njena kampanja, med kampanjo so jo že odpisali, a je vztrajala, tako kot jaz. Ni se vdala, danes je zmagala. Čestitke, Nataša, čeprav poslušaš nadaljavo.
Z Natašo imava različne poglede na področjih, kjer se razlikujeva, ki sva jih tudi predstavila med svojo kampanjo. Verjamem pa, da je slišala moje ključno sporočilo – sodelovanje. In pričakovanje, da bo predsednica vseh, to Slovenija sedaj potrebuje. Še bolj kot kadarkoli do sedaj. Želim si, da bo Nataša delovala povezovalno. In v interesu nas vseh je, da imamo dobro predsednico. Nataša bo dobra predsednica, če nam bo prisluhnila. Vsem nam. Potem bo imela našo podporo pri premoščanju razlik. Tistih razlik, ki nam jemljajo veter z jader. Razlike med nami so in bodo. Ampak to ne sme biti ovira, da nismo enotni pri iskanju skupnih rešitev. Zato pozivam vse tiste, ki ste glas oddali meni, da čestitate tudi prvi slovenski predsednici. Vsem, ki ste glasovali zame, se iskreno in iz dna srca zahvaljujem za vaš glas. Ne pozabimo, več kot 350.000 volivcev nas je glasovalo za. Že dolgo ni bilo toliko pozitivizma v slovenski politiki. Veliko množica nas je jasno in glasno sporočila, da je sodelovanje edina prava pot za našo prihodnost. To je velik kapital za naprej. Ponovno zahvaljujem ekipi, ki mi je pomagala tako v prvem kot v drugem krogu volilne kampanje. Draga ekipa, najboljši ste. Bili smo vsi zanesenjaki, verjeli smo in še vedno verjamemo v idejo sodelovanja. Z idejo smo prodrli, zmago pač ne. Enako sem hvaležen Anji in družini, ki mi je ves čas stala ob strani. Anja in družina, razumeli ste, da so za velike stvari potrebna velika odrekanja. Sodelujmo za prihodnost. To sem jaz. Je to, kar iskreno zastopam. 23 let sem v politiki. V tem času sem se marsičesa naučil. Tudi tega, da ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Danes smo na začetku nečesa velikega. Hvala za zelo. Hvala za izjavo. Je morda kakšno vprašanje? Izvolite. Hvala je. V redu. Hvala lepa in srečno še naprej.